Čau, dobrodošli na tale kanal, prvič stotič, kakorkoli že ste na kanalu Alenka Trogerlič ali pa na kanalu Ejlen Mame, kakor vam je bliže in kakor ste videli z tega thumbnaila. In naslova bomo danes govorili o umoru, ki je v zadnjih 10 dneh oziroma še manj pretresel Slovenijo in Avstrijo. Danes bomo šli čez zgodbo oziroma vse, kar vemo o tej 31-letni državljanki Avstrije, tej krasni mladi punci, ki je izgubila življenje, po vsej verjetnosti strani slovenskega državljana, tudi 31-letnega, in je bila potem v kovčku zakopana v gozdu pri Mojšperku. Danes bomo šli kronološko čez to vse, kar vemo, vse, kar govorimo. Je potrjeno strani policije, če bo domnevno, bom pa tudi povedala, da je domnevno, da na slučajno vam prišlo kakšna informacija, da ni resnična, ker je občutljiva stvar, ker se je li zgodila, ker je s Slovenijo povezana itd. Treba je razumeti, da ta moški osumljenec je priznal ta zločin, ampak s tem ni vse dokončno zaključeno in dokazano, sicer je v priporu in sodba se bo začela v Avstriji, tam sodba in kazen pa ga šele čakata po sojenju. Gre za brutalno in nasilno dejanje, ki se je začelo v njenem domu v Gradcu, tam je ona živela. Storil je to torej, kot je priznal njen nekdanji partner Slovenec, torej bivši po domač povedan, tudi stvar se je zgodila v njenem domu v Gradcu, potem zaključila pa v tem gozdu, kjer je bila tudi zakopana in že najdena. Preden gremo v ta primer, namenjam še tistih 15 sekund Jim Beamu, mojemu najljubšemu sponzorju. Zdaj sem naročevala stvari za december in sem videla, koliko je spet novih stvari. Lahko si sestaviš ful dobre pakete zdravih stvari, za Miklavža na primer. Potem je nova kolekcija, ki je tukaj na hitro lahko pogledate, pa tudi zdaj jo imam dejansko oblečeno, sem čisto pozabila, pa še ta energetski napitek od Jim Beama pijem, čist sem edikt po moje. Plus ta mesec sem si kupila tudi enih kap in podkap in tistih, da greš v hribe, pa te ne zebe mrzu zrak po grlu, tako da res imajo čisto vse, kar si lahko zamisliš, vse. Tako da unga, ki zanima, spodaj klikni link in si pet pogled, pa vedno imaš kodo Alenka 5 in sam razišči, kaj od tega rabiš. Zdaj gremo kar na ta primer in posvetimo nekaj besed naši Stephanie Piper, joj. Good job, ja, nisem se pozanimala, kako točno to izgovoriti. Tisti, ki veste, ki ste bolj vešči v nemščini, mi spodaj napište. Stephanie Piper. Hello, Stephanie, oziroma sem slišala po njenih posnetkih na Instagramu, da so jo kolegi klicali tudi Štefi včasih, torej Stephanie je bila vizažistka, torej ženska, ki se je ukvarjala z videzom, z make-upom, tudi je objavljala te stvari na nek način, je bila influencerka, pa še ful drugih stvari in res me srce boli, da je tako mlada, lušna punca življenj izgubila. Bila je pa poleg tega tudi pravnica oziroma je študirala pravo, svaka je čast. Je bila pa tudi pevka na nek način in ker sem jaz njene posnetke gledala, je tako lepo pela. Tako da se mi zdi, da je hotela kariero zapeljati tudi tja, ker če greš na njen Instagram, tudi hitro prideš zgoraj do prvega linka, ki ga je hotela šerati, je, mislim, da njena pesem taka bolj moderna. V glavnem, pa tudi one coverje, ki je delala, so bili res lepi. Pač dejansko je res lepo pela. Tok perspektivna punca, tudi polna življenja, pa imela je svojega psička, mislim, da je bil zlat prinašalc, Marlow, in seveda kot influencerka je pa tudi objavljala razna sodelovanja, pa znamkami, pa podjetji. Imela je nekaj pod 50,000 sledilcev, kar je pač solidna številka. To zdaj jaz govorim, ki imam dokaj podobno številko. Živela je v graški soseski z imenom Gejdorf. V tem stanovanju, kjer je ona bila, se je tudi zločin zgodil. Zdaj, kar se tiče osumljenca, še vedno moramo govoriti, da je to osumljenc, nič ni 100% zaključeno na sodišču, gre tudi po vsej verjetnosti za 31-letnega slovenskega državljana. Jaz imena ne bom omenjala, čeprav ga imam in nočem, da gremo v to smer, dokler ni 100%, pa tudi sebe zavarujem. Je pa što, čeprav ima on slovensko državljanstvo, je imel stalno prebivališče v Avstriji. Kot sem rekla, ona dva sta bila bivša, torej razmerje, ki ni več aktualno, ampak je imelo zelo tipičen vzorec, tudi med tem, ko so bila skupaj, je rečeno, da je bilo to razmerje burno in on in off, torej že kar dolgo trajalo, ampak je bilo on in off. On naj bi bil tudi ta nočni kako se že reče, varnostnik. Je bil tudi tak primer razmerja, ker očitno sta bila njuna življenja precej prepletena, ker je on še vedno imel ključ do njenega stanovanja in tudi z namenom, ne ker bi ona to pozabila, ampak ker je včasih kdaj poskrbel za Marlova, torej če ona mogla kam iti, je on prišel ga verjetno nahraniti ali pa mu malo družbo narediti, tako da je bila to taka situacija, kjer se to pogosto zgodi po statistikah, da ima moški še vedno dostop
pogosteje je to pač moški in potem pride do takih tragedij. Še ena stvar, ki se jo je dal razbrati po izjavah policije, je to, da so pridržali ne samo tega osumljenca, Slovenca, ampak tudi njegovega očima in brata. Kasneje so njiju tudi izpustili, ker ni bilo pred njima dovolj dokazov, oziroma se je stvar itak že zaključila bolj s tem osumljencem, ki ga zdaj imajo. In tudi, če želimo govoriti o motivu, še ni popolnoma znan. Zelo logično bi ljudje skočili na idejo, ok, ljubosumje, nezaključeno razmerje, kakorkoli že. Mi nimamo njegovega psihološkega profila, o tem še ne moramo govoriti, čeprav se nam zdi logičen motiv, pač ni potrjen, lahko bi bilo še karkoli. Inštitut 8. marec pri nas v Sloveniji na Facebooku je shareal tudi, kako je mami od Stephanie, od Štefi, takoj na začetku napisala, da jo išče. Sicer moja hči Stephanie Piper je pogrešana včeraj dopoldne, visoka je 175 cm, suha, ima temno svetle lase do ramen, temno svetle, ker je imela moj tisti balajaš preliv, če mene vprašaš. Potem pa nadaljujejo na 8. marcu, ko je njena mama objavila ta opis, je bila Stephanie najverjetneje že mrtva. Zdaj gremo pa popolnoma kronološko, kakor sem jaz lahko zbrskala, kaj točno se je zgodilo in kdaj. Nedelja, 23. november 2025, torej, če je bila to nedelja zjutraj ali pa nekak sred noči, je imela ona v soboto po vsej verjetnosti neko božično zabavo. Ja, vem, precej zgodaj za božično zabavo, ampak verjetno so že vedeli, da se ne bojo uskladili za december in so jo imeli pač novembra, I guess. In je ona tam bila sama, pač brez tega partnerja in se je potem vračala domov. Ko se je ona vračala domov, je potem doma tudi sporočila prijateljem, ne vem komu točno, da je varno doma. Tok smo malo starejši, se mi zdi, potem dan začnemo, hvala Bogu, delati. Ampak med temi sporočili je kasneje prišlo na plano tudi po nekaterih virih, da je ona enemu od teh kolegov napisala tudi, da ima občutek, da je nekdo hodi za njo po stopnišču, da jo zasleduje. Naslednji dan, torej 23. november, je to še vedno nedelja, ampak ta isti dan, ko se ona naj bi naspala in je bi imela opoldne do zgodaj popoldne naprej nekaj dogovorjeno. Mislim, da je bil fotoshooting in zato so stvari postale sumljive, ker ona tja ni prišla, imela je pač dogovorjene stvari in tja ni prišla in tudi ena prijateljica jo je klicala in ona se ni oglašala. Tukaj stvari pač začnejo biti sumljive. Zdaj je še vedno nedelja zvečer, torej ko se ona ni prikazala na tisto snemanje v središču Gradca, ob 18:33 zvečer, točen čas iz uradne predstavitve avstrijske policije, je potem tesen prijatelj od Stephanie policijo obvestil, da se ni pojavila tam, kjer bi se mogla. Hvala Bogu, policija hitro ukrepa, gre v akcijo in pridejo k njej domov. Tam se zgodi naslednja nora stvar, to je še vedno 23. november nedelja, ko tam srečajo tega njenega bivšega partnerja, osumljenega 31-letnega Slovenca. Njega naj bi potem spraševali, kje je Stephanie, ker je bila konec koncev pogrešana in je on dajal razne nejasne odgovore, pač ni imel valjda jasnega odgovora. Vse, kar je znal povedati, je to, da je rekel, da je on pač ima njen ključ, da kdaj pa kdaj normalno pride v stanovanje in da poskrbi za psa Marlova. Prva čudna stvar, ki je tukaj bila, je bila to, da so mislim, da na spodnjem robu vrat, čeprav razumem, torej vrata, da so videli kapljice krvi. Treba je razumeti, da kapljice krvi same po sebi še ne pomenijo zločina, ne pomenijo dovoljnega dokaza, kri ni šla v laboratorij, da bi videli, od koga je, pa tudi če bi šla, ne pomeni, da je on nekaj naredil. Včasih dokazi res morajo biti izjemno močni, da je nekdo lahko aretiran in na tej točki ta osumljenec še ni bil aretiran. So pa potem šli naprej v akcijo in so lokacijo njenega telefona zaznajo v graškem okrožju Egenberg. Potem so govorili tudi s pričami in v člankih najdemo tudi informacijo, da ga je ena priča iz tega stanovanjskega poslopja videla, ko je hodil po hodniku ali po bloku in je imel čez ramo zaveso ali preprogo. Meni je to čudno, ker če je on njo odnesel v kufru, ne vem, zakaj bi imel to preprogo čez ramo, zakaj ne bi bila čez kufr, nima veze, v glavnem, tako piše v članku. In druga stvar, ki je zelo hitro sprožila iskalno akcijo naprej, je to, da so povsod kamere. Jaz ne vem, kako storilci to ne vejo, ne razmišljajo, to dam, pač kamere so povsod in kamere so ujele njegov avto povsod, kako je šel v bistvu iz tega stanovanja v Gradcu od nje, pa potem v Slovenijo, pa blizu tega gozda Mojšperk, povsod praktično
se ga je zaznalo, pač njegove mobilne sledi so bile povsod. In posnele so tudi to, kako se je potem vrnil v Avstrijo in kot vemo, pristal v tem stanovanju spet od nje. Verjetno se sprašujete, kaj se je zgodilo v stanovanju. Gre za zelo svež primer, kjer še obdukcija ni narejena in končana in tako da ne vemo detajlov, ampak ena stvar, ki ves čas krož kot praktično potrjena, je to, da ne bi bila Stephanie zadavljena. To, da je umrla nasilne smrti, je uradno potrjeno. To, da gre zelo verjetno za zadušitev oziroma davljanje, pa prihaja iz kombinacije policijskih izjav in poročanja avstrijskih medijev. Zdaj, odkje je vsem tem kri, jaz ne vem. Ne vemo niti 100%, če je od tega dneva ta kri. Recimo, da je, ampak ne vemo, ali se je zgodilo še kaj, ali je to truplo v enem kosu ali več, ne vem. Res iskreno ne vem. Te stvari bojo prišle ven po obdukciji. Po njegovi kasnejši izjavi potem je priznal tudi sam, da je truplo imel v tem kovčku in na zadnjih sedežih avtomobila njegovega golfa, tak rdeč golf je bil, v tem avtu bomo še govorili, in je potem to prepeljal v Slovenijo in prišel tudi nazaj. Zdaj pa pridemo do poskusa uničenja dokazov v Šentilju. Tole je meni čist noro. Zato sem prej poudarjala, da on takoj ni bil aretiran, ko so ga najdeli v njenem stanovanju, ker pač ni tralala. Tle pa so prišli do točke, ko so ga lahko aretirali, ker je on v ponedeljek zvečer, torej dan potem, ko so ga videli v njenem stanovanju, ko je videl, da je akcija sprožila, da je Stephanie pogrešana, da gre vse v pogon, je on več kot očitno verjetno zapaničaril in se je odločil, da mora dokaze skriti. Največji dokaz, avto, obviously. On se je odločil, da bo ta avto zažgal. In pazi zdaj, kako s stilom, zaradi tega, ker je ga pripeljal tja do igralnice, mislim, da je tudi hotel Mont v Šentilju, tako ful zanimiva okroglasta zgradba. Ne vem, zakaj tja. In je v bistvu po vsej verjetnosti domnevno, ni še po moje potrjeno, podtaknil ta požar v avtomobil, ampak ne kot, da je to namerno naredil, ampak je potem laufal noter na recepcijo in prosil za pomoč pri gašenju tega avta. Kot v smislu, da se je nesreča zgodila, ne? In ker je potem policija prišla, logično, če je tam goreč rdeč golf, je tudi bil pridržan. Potem pa se zgodba začne sestavljati. Zaradi tega, ker so zvedeli strani avstrijske policije, torej slovenska policija ga je prijela, avstrijska policija je sporočila, da imajo sumljenca tam, oziroma da je to bivši partner od pogrešane Stephanie in so bili tako, ok. Potem, ko je bil pridržan, je bil naslednji dan priveden k preiskovalnemu sodniku, v petek pa ga predajo avstrijskim varnostnim organom. Čeprav štekam v torek, je bil potem pri temu preiskovalnemu sodniku in potem v petek, torej čez 3 dni v Avstriji, ker se je pač tam sprožil v ta missing person case. Potem pa se začne intenzivna iskalna akcija v tem gozdu Mojšperk. Vse možne kamere, vse možne lokacije njegovega telefona, vse, kar je povezovalo njega, vsi dokazi, manjši, digitalni sploh, so jih pripeljali v to območje Mojšperka. In so vedeli, kje približno iskati, če bo to truplo tam. In so imeli prav. Ta akcija je bila zelo obsežna, nekaj, ki se v Sloveniji ne dogaja tako pogosto, ampak to je tisto, ko so psi, droni, veliko enih enot. Bila je večdnevna akcija, po kateri so po besedah policije uporabljali službene pse drone in analizirali njegovo pot, da bi zožili območje iskanja. Policija v Gradcu in Mariboru pripravlja skupno strategijo takrat. Ampak on takrat kot osumljenec še ni povedal, kje je truplo. Zdaj pa je sobota, 29. november, to je 6 dni od samega umora in znebitve trupla, potem najdejo ta kovček in noter truplo od Stephanie. Potrdili so, da gre za to isto pogrešano žensko, ki jo iščejo in da je umrla nasilne smrti. Takrat je tudi po večurnem zaslišanju ta osumljenec priznal krivdo. Takrat je šele rekel, ja, dejansko sem to storil in jih je tudi popeljal čez cel postopek, kaj se je zgodil in jih je tudi popeljal do mesta, kjer je potem zakopal ta kovček. Nekateri avstrijski mediji so tudi poročali o tem, da je njegova odvetnica začela opisovati to celo situacijo, da naj bi on vse skupaj to storil, umor in skritje kovčka itd. Pod nekim transom. To se zelo pogosto začne ta narativa, kdaj pa kdaj je mogoče res, ker so ljudje psihično, ne ok, kdaj pa kdaj je pa to ful dobra pomoč na sodišču, ker če greš v to smer, da si kakorkoli čustveno, duševno nepriseben, imaš pač olajševalne okoliščine in boljš prideš čez z zaporno kaznijo, tako da te stvari jaz ne morem čist nič govoriti, ker nič ne vem o njemu, lahko samo počakamo na razvoj stvari na sodišču. Čaka pa ga, glede na to, kako je v Avstriji zakon, ga čaka od 20 let do smrtnega zapora, glede na njegove zločine.
še vedno ne vemo, mora se odzviti na sodišču. Avstrijski tožilec Christian Kroschel je povedal, da bodo posmrtne ostanke prenesli na obdukcijo v Gradcu. Slovenska policija naj bi na tej točki večinoma zaključila ta primer s tem, ker je pomagala najti truplo in dala vse možne podatke, še vedno pa majčkeno sodelujejo pri zadnjih informacijah, ki jih pač imata obe države med sabo. Lepo in pač hkrati obupno žalostno je to, da zdaj ljudje pred njenim blokom v Gradcu polagajo razne rože, pa svečke, pa igračke, pa spominske stvari. Groza, ja. Pa tudi, ker je bila ona malo javna oseba, se itak ogromno o tem govori. Tudi na njenem social media, če greste zdaj gledati kakšne objave, boste videli veliko lepih sporočil v slovo in tako naprej, pa tistih res žalostnih, da je pač izgubila življenje. Meni je bilo prav težko gledati njen video, ker poje, ker izgleda tako srčen človek. Mogoče bo editor tukaj se spomnil, da jo slišite, ker je res lepo. Ne bom šla pregloboko v moralizacijo, ampak gre za en zelo tipičen primer jezenega bivšega partnerja, ki slabo prenese razhod. Vem, da bi marsikdo zelo rad zakričal, ja, pa nismo vsi moški isti, ali pa tudi ženske to kdaj naredijo. Ja, ampak procentualno je to tako redko obratno, da je treba izpostaviti problematiko tega, koliko pogosto ženske najebejo ali nasilje ali pa pač umor. Res tako zelo pogosto, da je treba to poudariti, treba je na glas povedati. In ja, če imate že sami pri sebi čisto vest, da vi niste slab partner, bodimo pozorni na stvari, ki se dogajajo okoli nas, pa na ljudi, ki niso mogoče najbolj stabilni, da probamo preprečiti kakšne fucked up situacije. Če je v prihodnjih mesecih prišlo do novih uradnih informacij, sodnih odločitev ali pa forenzičnih poročil, bo ta slika postala še bolj jasna, ker zihar je milijon stvari in detajlov, ki še veliko dodatnih informacij prinesejo, ampak trenutno je to, kar vemo. Spodaj dol boste imeli linke do vseh možnih člankov, ki so meni pomagali, tako da bo ta video čim bolj legitimen izpadel. Hvala, ker ste gledali ta video, upam, da vam je bil ok. Kaj sem še hotela reči? Pridni mote, radi se imejte. Bye. Love you.